sveži lokaciji podelitve Rožančevih nagrad, na enem najbolj pomembnih prizorišč za slovenski nogomet, na stadionu, kjer se najbolj pristno kaže moč slovenskega športnega duha. Že 8 let se tu odvijajo ne le športni, temveč tudi kulturni in koncertni dogodki. Že 8 let se različni ljudje tu povezujejo v en dih, en glas, v enotno skupnost. Marjan Rožanc je svoje prvo srečanje z nogometnim igriščem opisal kot srečanje s svetom spektakla, prestiža in uspeha. Simpatičnih in karizmatičnih ljudi, ki so mu bili takrat nerazumljivi. Z gotovostjo lahko rečemo, da smo danes tu, da obeležimo dosežke velikih osebnosti slovenskega športa, teh karizmatičnih, simpatičnih, vztrajnih, delavnih in odpornih ljudi. Letos že 27. zapored podeljujemo nagrado Marjana Rožanca, najvišjo nagrado Mestne občine Ljubljana za področje športa. Šport. Element povezovanja, sestavni del individualnega življenja posameznikov, hkrati pa dejavnost, ki iz nas privleče največ narodne zavesti in najbolj buren občutek pripadnosti slovenskemu narodu. Šport je govorica, za katero besede niso potrebne, je možnost izražanja, možnost preseganja samega sebe in motiviranja drugih. Slovenija, ne glede na to, kako majhna je polna raznolikih športnih diamantov, ljudi, ki nas združujejo in za katere zadržujemo dih ter navijamo na konicah prstov, ljudi, ki športne dogodke organizirajo in omogočajo, in ljudi, ki svoje znanje prenašajo na ostale. Sama Ljubljana pa ni le najlepše mesto na svetu, ampak je tudi mesto polno dogajanja in raznih športnih prireditev, za katere so zaslužne izjemne športne osebnosti našega mesta, ki so med najvidnejšimi in najuspešnejšimi. Preden jih podrobneje predstavim, pa k besedi vabim tistega, ki je prav tako odgovoren za prepoznavnost našega mesta v svetu, tistega, ki Ljubljano pomaga konstantno nadgrajevati in spreminjati v vse bolj eminentno prestolnico. Podžupana Mestne občine Ljubljana, gospoda Dejana Crneka. Svojo pozornost in šopek bo namenil današnjima prav posebnima gostima. Toplo ju pozdravljam med nami gospa Tonca Novotny, hči Marjana Rožanca, in Ela Novotny, njegova vnukinja. Podžupan, se upravičujem, kar izvolite. Hvala lepa. Ja. Najprej seveda lepo vsi dobrodošli in lepo pozdravljam v imenu našega župana, gospoda Zorana Jankovića, za katerega smo zelo veseli, da bo še naslednje 4 leta vodil to mesto in nas vodil v tem pogledu, kar se tiče našega športa in uspehov v športu, kajti vemo, da z njegovo podporo šport v Ljubljani raste in ima velikega zagovornika. Voditeljica je rekla, da je šport povezovalni in je rekla, da tudi mi skrbimo za prepoznavnost Ljubljane v svetu tudi skozi šport. Naj na tem mestu še enkrat poudarim, da smo letos prejeli nagrado, certifikat Global Active City, ki smo jo skupaj z oddelkom za šport in z nekaterimi ostalimi oddelki pripravljali skoraj 3 leta. To se je prvič zgodilo, da je bila ideja preko Mednarodnega olimpijskega komiteja in TAFISE, ki je največja športna zveza na področju športa za vse, predlagala, da bi mesta skozi šport in povezovanje z drugimi področji, kot so kultura, sociala, zdravstvo, urbanizem, pripravila pregled mest, ki bi zadovoljevala te kriterije in s tem izboljšala življenje svojih občank in občanov. Namreč
V Liverpoolu so to naredili pred 12 leti, kjer so vsa tista območja, kjer so bila socialno ogrožena, urbanistično slabo postavljena, skozi šport pripravili nova igrišča, pripeljali športne strokovnjake, da so te ljudi, otroke in tudi družine začeli vključevati v šport, in v 12 letih se je Liverpool zelo, zelo spremenil. In to je bila ideja. In zdaj bi mi kot nosilci tega certifikata bili mentori vsem ostalim mestom, ki jih bojo sedaj pozvali v to druščino, da jim pokažemo, kaj Ljubljana zmore in zna. Ni bilo enostavno, morali smo čez 3 zelo, zelo resne preglede, pri nas so bile 3 komisije, da so pregledali, kakšne dokumente imamo, kako to izvajamo na terenu. In prišli so ravno v časih, ko se je vedno nekaj dogajalo na tem našem športu. Tako da mislim, da odločitev ni bila težka, je bilo pa in so bili ponosni, da smo bili mi del tega. Podelitev pa je bila v Buenos Airesu ob otvoritvi mladinskih olimpijskih iger in podelitev je vodil gospod Bach. Tako da je bilo edino 6 mest na svetu, prvič se je to zgodilo in zdaj računamo, da bo šlo to naprej in da bo Ljubljana, kot smo rekli, vodilna tudi na tem področju. Drugače pa mogoče danes bi začel z eno zahvalo, pohvalo, idejo, predvsem zato, da smo danes tukaj, ekipi našega Zavoda za šport Ljubljana, ki je imela nek tak pogum, da je predlagala, da prinesemo šport v športni objekt, ga je tudi opremila, tako da je danes zelo lepo izgleda, svečano, hkrati pa dala našemu Marjanu Rožancu tudi pravo mesto, če boste pogledali na teh velikih naših semaforih, da gleda v tisto, kar je imel včasih najraje. In kot je župan rekel, večkrat danes bomo videli spet jagodni izbor naših športnih delavcev, kajti šport v Ljubljani in Sloveniji je glede na ostale države izjemno dobro organiziran. Res je, da imamo nekaj težav z privabljenjem predvsem mladih v to organizacijo društev, kajti časi so se spremenili, časa imajo mladi manj, kot ga imajo, ampak zato pa mislim, da imamo kar nekaj mentorjev tukaj, ki bi lahko pokazali mladim, kako naprej, da bo tisto, kjer se začne, tisto, kar potem tudi prineslo medalje, peljalo naprej. Tudi v Ljubljani se bomo seveda z mojimi sodelavcimi še naprej prizadevali, ne trudili, ker če se trudiš pomeni, da nekaj s težavo delaš, ampak si bomo prizadevali, da bomo ta naša društva podpirali, te naše športe podpirali, čeprav je dejansko včasih malo težko, kajti toliko novih in novih športov prihaja v Ljubljano, toliko novih navdušencev, toliko novih in novih mladih in starejših, ki potrebujejo našo pomoč, da se razvija, da je s tem proračunom, ki ga imamo, že kar težko vse skupaj pravilno razvrstiti. Ampak ne glede na to, mislim, da imamo dober sistem. Ob tem pa še povemo, da nas čakajo še neki glavni objekti, seveda atletski stadion v novem mandatu, Ilirija kopališče v novem mandatu, kopališče Vevče v novem mandatu in pa dvorana za curling, poleg manjših zadev, ki potekajo sorazmerno ves čas skladno z načrtom javnega zavoda in naše mestne občine. Na tem mestu bi se vam še enkrat, seveda tudi v imenu našega župana, gospoda Zorana Jankovića, zahvalil za to, da ste, za to, da prispevate k Ljubljani, da smo dobili Active Global City in da seveda smo in bomo najlepše mesto na svetu. Hvala lepa. Gospod podžupan, najlepša hvala za te besede. Sedaj pa k besedi vabim gospoda Alojza Mavriča, predsednika Komisije za pripravo predlogov za podelitev nagrad Marjana Rožanca za področje športa, da nam nekaj več pove o poteku izbora in predlogih za letošnje nagrajence. Spoštovani podžupan, nagrajenci, gostje, spoštovani športni prijatelji. Dovolite, da vas pozdravim v imenu Komisije za pripravo predlogov za Rožančeve nagrade na področju športa v mestni občini Ljubljana. Nagrade podeljujemo ob rojstnem dnevu Marjana Rožanca. Tega je imel na današnji dan 21.11., rodil pa se leta 1930, ob tem, da je bilo v mesecu septembru 28 let, odkar je umrl. V ljubljanski podelitvi je bila izražena pobuda, da bi se izdal zbornik dosedanjih nagrajencev z obložitvami ter slikovnim gradivom.
Pobuda se nam je izpolnila in zbornik je natisnen, tako da boste prejeli lahko vsi udeleženci današnje prireditve in seveda vsi dosedanji nagrajenci, odvisno njihovi svojci. Ob tem bi se rad zahvalil vsem, ki so pomagali, da smo lahko zbrali potrebno gradivo. Tako se zahvaljujem za pomoč vsem dosedanjim nagrajencem ali njihovim svojcem, društvom, članom naše komisije in oddelku za šport, ki so pomagali zbrati slikovno gradivo za vseh dosedanjih 97 nagrajencev. Tako so sedaj v knjigi zbrani in slikovno opremljeni vsi dosedanji nagrajenci in s tem ne bodo tonili v pozabo, saj so to tisti, brez katerih ne bi bilo športa v Ljubljani in športnih rezultatov, ki so bili do sedaj doseženi. Nagrado je do sedaj prejelo 97 posameznikov odnosno društev, kar je že lepo število, saj nagrado podeljujemo letos že 27. Na osnovi javnega razpisa je letos prispelo 16 vlog od 14 predlagateljev, poleg tega pa je Komisija za pripravo predlogov za podelitev nagrad Marjana Žalca podala 3 lastne predloge, tako da je bilo skupaj 19 predlogov za nagrado. Vse vloge so bile oddane v skladu z razpisnimi pogoji in v roku, kot je predpisan, odnosno po postopku, ki ga predpisuje odlok. 17 predlogov je bilo za posameznike, 2 predloga pa za društva. Preloženih je bilo 6 predlogov za vrhunske dosežke na področju športa in 13 predlogov za strokovno delo, odnosno delovanje na področju športa v daljšem časovnem obdobju. V letošnjem letu je bilo dovolj zelo kvalitetnih predlogov, tako da je imela komisija kar težko delo, da je uskladila 4 predloge. Prvič je bil tudi upoštevan predlog, ki ga je podala komisija sama. Komisija se je odločila, da predlaga županu MOL v skladu z odlokom 4 nagrade. Komisija je tako predlagala enega kandidata za vrhunske dosežke in 3 za dolgoletno organizacijsko in strokovno delo in doseganje vrhunskih športnih rezultatov. Komisija je poizkušala izmed predlaganih kandidatov izbrati najzaslužnejše za prejem nagrade. Komisija se je za predloge uskladila in jih soglasno potrdila in jih dala v potrditev županu. Nagrajenci bodo razglašeni v nadaljevanju, dovolite pa mi, da v tem trenutku v imenu komisije čestitam nagrajencem, prejemnikom Rožančevih nagrad, ob tem pa tudi vsem športnim delavcem zaželim čim več uspeha pri delu na področju športa tudi v prihodnje. Želim se ponovno zahvaliti tudi županu in ustreznim službam, ki so prisluhnili naši želji in so prireditev izvaja v novem večjem prostoru, kar omogoča tudi, da je povabljenih večje število gostov. Posebej se zahvaljujem županu MOL in oddelku za šport, da se na podelitev povabljeni vsi dosedanji nagrajenci. Tako se vsaj enkrat na leto zberajo zaslužni športni delavci in vrhunski športniki, ki so prejeli nagrado, se pogovorijo in izmenjajo mnenje. Še enkrat hvala in želim vsem skupaj lep večer v nadaljevanju druženja. Hvala lepa. Gospod Mavrič, hvala lepa. Plesalci Mojce Horvat so promotori Ljubljane in Slovenije in to ne le z vrhunskimi tekmovalnimi plesnimi rezultati. Odlično sodelujejo s slovensko turistično organizacijo in z roko v roki delujejo s številnimi športnimi panogami kot nosilci protokolarnih slovesnosti. Evropsko prvenstvo v rokometu, šahovska olimpijada, svečana akademija Narodnega doma, plesno navijajo za domače krimovke, a vedno in povsod najbolj zažge njihov venček domačih, Avsenikovih. Tole je njihova najnovejša slovenska premiera.
Hvala, plesalka Mojce Horvat. Zdaj pa smo prišli do sklepnega trenutka, do podelitve nagrad Marjana Rožanca, najvišjih nagrad Mestne občine Ljubljana na področju športa, ki jih za svoje izjemne dosežke prejemajo športni delavci, športniki, športni vzgojitelji in športni novinarji. Zmagovalci so ustvarjeni iz želj, sanj in vizije in današnjim nagrajencem tega nikakor ne primanjkuje. Prosim gospoda podžupana in predsednika komisije, da se mi pridružita na prizorišču za podelitev nagrad. Nagrado Marjana Rožanca za izjemne dosežke v preteklem letu prejme Simon Oven. Simon Oven se je s kajakaštvom začel ukvarjati že pri rosnih 11 letih. Od leta 2012 pa je stalni član slovenske reprezentance. Z veliko vloženega truda je začel osvajati visoka mesta na tekmovanjih v mednarodnem merilu. V zadnjih 2 letih je med najboljšimi kajakaši na svetu, odličen je tako v klasičnem spustu kot tudi v sprintu. Ravno to mu je leta 2017 in 2018 prineslo skupno zmago v svetovnem pokalu. Vrhunec njegovih uspehov je letošnji naslov svetovnega prvaka v klasičnem spustu na divjih vodah, kar do sedaj med kajakaši ni uspelo še nobenemu Slovencu. Čestitam! Nagrado Marjana Rožanca za delo v daljšem časovnem obdobju na strokovnem in organizacijskem področju prejme Kolesarsko društvo Rog. Redka so športna društva, kot je Kolesarsko društvo Rog Ljubljana, ki v svoji bogati zgodovini od ustanovitve leta 1949 beleži vrhunske tekmovalne dosežke in organiziranje mednarodnih rekreativnih kolesarskih prireditev, kot je že legendarni maraton Franja BTC City, ki je z različnimi dogodki prerasel v največji 3-dnevni kolesarski praznik v svetovnem merilu in dobil potrditev z organizacijo svetovnega prvenstva za amaterje leta 2014. Ideja, ki sta jo zasnovala Tone Fornesi Tof in Zvone Zanoškar, legenda slovenskega in jugoslovanskega kolesarstva, ki je ustvaril vrhunske kolesarje od Franca Škerlja, Rudija Valenčiča, Toneta Ukmarja, Janeza Žirovnika, Andreja Boltežarja, Jožeta Ronarja, Staneta Božičnika in vse do profesionalcev Vinka Polončiča, Primoža Čerina in Jureta Pavliča. Skozi Rogovo šolo so šli Gorazd Penko, Boris Premužič, Robert Pintarič, Igor Kranjec, Martin Hvastja, Andrej Hauptmann s 3. in 4. mestom na svetovnem prvenstvu profesionalcev leta 2001 in 2002 in 5. mestom na olimpijskih igrah v Atenah leta 2004, Zoran Klemenčič leta 1998 z naslovom evropskega prvaka v kategoriji do 23 let in leta 2002 s 5. mestom na svetovnem prvenstvu profijev v Belgiji. Sledili so Jan Tratnik z osvojitvijo naslova evropskega prvaka in zmago Tadej Pogačar na letošnjem francoskem Touru del Avenir in še dolga vrsta vrhunskih tekmovalcev, ki so osvajali odličja na svetovnih in evropskih prvenstvih, zahvaljujoč strokovnemu delu vrhunskih trenerjev. Člani društva so namreč dosegli preko 25 uvrstitev v prvo 20-terico na olimpijskih igrah mladih, svetovnih prvenstvih in evropskih prvenstvih. Samo leto dni po njeni ustanovitvi pa ženska profesionalna ekipa BTC City Ljubljana osvoji 8. mesto v ekipni vožnji v ZDA, leto kasneje pa prvo zmago v World Touru z Eugenijo Bujak v Plueju s kasnejšimi odličnimi dosežki Polone Batagel in Urške Pintar.
Njen največji uspeh pa je, da je ob televizijskih prenosih in ustrezni promociji s pomočjo glavnih sponzorjev Mestne občine Ljubljana, družbe BTC City in ostalih podpornikov ponesla slovenski blagovni znamki na največja svetovna kolesarska tekmovanja in prepoznavnost mesta Ljubljane v svetu. Največji dosežek društva pa je vsekakor organizacija začetka ženskega džira, ki je bil svetovno odmeven dogodek. Čestitke! Hvala tudi podžupanu in predsedniku komisije. Sedaj pa je čas, da se pobožamo s prijetnimi zvoki glasbe. Eva Vene nam bo zapela skladbo Na vrhu nebotičnika, na kitari pa jo bo spremljal Klement Mlinar. Hvala mladima glasbenikoma Konzervatorija za glasbo in balet Ljubljana pod mentorskim vodstvom profesorja Ivana Špacapana. Zdaj pa... Jaz pa nisem v programu. Zdaj pa ponovno prosim gospoda podžupana in gospoda predsednika komisije, da se mi pridružita na odru in podelita še 2 prestižni športni nagradi mesta Ljubljane. Nagrado Marjana Rožanca za delo v daljšem časovnem obdobju na strokovnem in organizacijskem področju prejme Darko Klarič. Klariča so v mladosti privlačili predvsem zimski športi, s katerimi pa se, predvsem zaradi visokih stroškov, ni mogel resno ukvarjati. Takrat si je zastavil cilj, da bo mladim športnikom pomagal pri uresničitvi njihovih sanj. Z nogometom je začel v Celju, kjer je lokalnega prvoligaša pomagal spremeniti v urejeni in stabilen klub. Leta 2006 je v Ljubljani ustanovil nogometni klub Bravo, ki je eksponentno rasel. Že 3 leta po ustanovitvi je selekcija U14 osvojila mednarodni turnir v Braziliji, članska ekipa pa je trenutno na pragu prve lige. Klub je postal tudi polnopravni član Športne zveze Univerze v Ljubljani, vsako leto pa organizira mednarodni turnir Ljubljana Open, v sklopu katerega naše mesto obiščejo mladi nogometaši evropskih klubov. Nogometni klub Bravo velja za urejen, zaupanja vreden športni kolektiv, kjer sta strokovnost in etika na prvem mestu.
Drži pa se ga sloves kakovostne nogometne šole z jasno vizijo, postavljene na zdravih temeljih, ki v ospredje postavlja razvoj mladih talentov tako na igrišču, kot tudi izven njega. Kljub temu, da je vizionarski Darko Klarič upokojen, svojim sodelavcem pomaga z mnogoterimi idejami in izkušnjami. Pravzaprav je poosebitev znanega reka v športu: v življenju zares šteje to, kar storiš za druge. Čestitke. Naslednjo nagrado Marjana Rožanca za delo v daljšem časovnem obdobju na strokovnem in organizacijskem področju prejme Stane Papež. Stane Papež je bil aktivni igralec rokometnega kluba Odred, s katerim je osvojil več naslovov republiškega prvaka Slovenije. Leta 1957 ga je zvezni kapetan Snoj kot prvega Slovenca vpoklical v reprezentanco Jugoslavije. Deloval je tudi kot trener rokometašev Odreda in kasneje Olimpije. Leta 1975 pa je bil izvoljen za predsednika rokometnega društva Slovan, ki se je pod njegovim predsedstvom 2 leti borilo v drugi jugoslovanski ligi in se nato uvrstilo v prvo jugoslovansko ligo. V sezoni 1979-1980 je osvojilo naslov državnega prvaka Republike Jugoslavije, kar je bil prvi naslov državnega prvaka za slovensko ekipo. V naslednji sezoni je Kolinska Slovan igral v pokalu državnih prvakov in na poti do finala premagal takratne rokometne velesile ter osvojil naslov podprvakov Evrope. Gospod Stane Papež je ogromno doprinesel k razvoju rokometnega društva Slovan in si prislužil mnogo nagrad, med drugim zlato značko Rokometne zveze Jugoslavije in red za delo s srebrnim vencem, ki ga je prejel od takratnega predsednika Jugoslavije, Josipa Broza Tita. Poleg vsega tega pa sta bila z Marjanom Rožancem prijatelja, ki sta sodelovala v dobrobit ljubljanskega športa. Čestitam. Še enkrat hvala tudi vama, podžupani in predsednik komisije. Zdaj pa prosim predsednika kolesarskega društva Rog, da v imenu vseh nagrajencev v besedah izrazi nekaj misli ob prejemu nagrade. Gospod Aleks Štakul, izvolite. Spoštovani podžupan Dejan Crnek, spoštovani predsednik komisije Žalčevih nagrad Aleš Mavrič, vsi člani komisije, najprej seveda prenesite našo veliko zahvalo županu mesta Ljubljane Zoranu Jankoviću, ki dolga leta, odkar je župan, pa tudi že prej, podpira slovenski šport oziroma ljubljanske športne organizacije. Veseli smo tega, kajti danes je to za nas velika čast, velik ponos, čeprav smo z različnih področij športne aktivnosti, ker smo samo nadaljevanje tistega, kar so ustvarile pretekle generacije in mi nadaljujemo njihove cilje, njihove sanje. Zato je ta Rožančeva nagrada za nas zaveza, da bomo še naprej ponosno nosili ljubljanski grb, najlepšega mesta na svetu, in hkrati hvaležnostjo izražamo našo ne samo dobro voljo, ampak tudi to, da mesto Ljubljana kaže izjemno lepo razumevanje za svojo finančno podporo športnim organizacijam in pa seveda hkrati je to tudi zahvala vsem sponzorjem, ki čutijo to izjemno družbeno odgovornost. Hvala lepa.
vam za te besede in še enkrat vsem nagrajencem res iskrene čestitke. Spoštovani gostje, še zadnja plesna točka nas loči od druženja in pogostitve. 15 let stara Ela Novotny, vnukinja Marjana Rožanca, ki je 6 let plesala sodobni ples na Konzervatoriju za glasbo in balet Ljubljana, bo danes odplesala solo točko na pesem Human Kristine Perry. Marjan Rožanc je v noveli Vstajenje mesa zapisal: Morebiti je res ta zmagoslavni občutek le druga plat poraza. To večno življenje je le smrt, ampak če tudi je oboje res, je vendarle prijetno. Zatorej vsem skupaj želim prijeten, zmagoslaven in ponosa poln večer.